Gospe in gospodje, dragi kolegice in kolegi, dobrodošli na rednem mesečnem predavanju Arhiva Republike Slovenije. Naš današnji predavatelj je dr. Žiga Oman. Dr. Oman je docent za zgodovino novega veka na Filozofski fakulteti v Mariboru, znanstveni sodelavec Inštituta Iris. Med drugim je leta 2014 prejel Lazarjevo nagrado za mesto Maribor za kulturo, za svoje avtorstvo v monografiji Maribor mesto hiše ljudje, ki obravnava razvoj mestnega jedra od 18. stoletja do druge svetovne vojne. Sicer se ukvarja z družbeno zgodovino med 16. in 18. stoletjem s posebnim fokusom na sporih, nasilju in pa oblastnem nadzoru in sankcioniranju teh deliktov na območju notranje Avstrije. Leta 2021 je išla njegova monografija z naslovom Maščevanje na slovenskem v zgodnjem novem veku, kjer opisuje tovrstno problematiko na območju Koroške in Kranjske. Sicer se ukvarjal tudi z raziskovanjem protestantske skupnosti na območju severne slovenske Štajerske in te tematike tudi obravnaval v večjih člankih. Med drugim je eden od zadnjih teh prispevkov išel leta 2022 v Acta Histriae naslovom Sosednje sovražniki, kjer dr. Roman na zelo slikovit način opisuje spore in tudi nasilje med meščani v Ljubljani v zgodnjem novem veku in pa vlogo Ljubljanskega mestnega sveta pri razreševanju teh sporov in tudi sankcioniranju teh deliktov. Današnje predavanje bo posvečeno pravzaprav obredom, jeziku in pa praksi pri pomiranju teh sporov na primerih bojev na blejskem območju v 17. stoletju. Ta raziskava temelji na sporočevanju arhivskega gradiva gospodstva Bled, ki ga hrani naš arhiv in bo nedvomno zanimiva, ker kaže ta v časovnem roku zelo široko oziroma dolgotrajno odmik od te srednjeveške prakse maščevanja oziroma iskanja pravice na način, da si vsaka oseba tako sama pomišče do tega, kar danes štejemo za civiliziran način reševanja sporov v velikih sodnih procesov oziroma sodnih prav. Dr. Roman, izvolite, da se vaša. Najlepša hvala. Upam, da slišite tudi v zvanih vrstah. Če ne, da gre pomnite, če se posebej občutil na takšno opozorilo. Tako da, spoštovano občinstvo, cenjene sodelavke in sodelavci Arhiva Republike Slovenije, dovolite mi, da se najprej iskreno zahvalim gospe dr. Lilijani Žnidaršič-Škorec in Arhivu Republike Slovenije za to vabilo, na katerem bom danes predstavil del svojih raziskav. Še posebej sem vesel, da to počnem prav v Arhivu Republike Slovenije, ker sem kakšnih 9 let nazaj par višinskih metrov stran med iskanjem gradiva za svojo disertacijo naletel na več tudi onkraj lokalne zgodovine pomembnih primerov, ki bodo jedro današnjega predavanja. V Kopolovi klasiki Botre, ki jo verjetno vsi poznate, Virgil Solozzo, eden glavnih antagonistov družine Corleone, reče, da je kri velik strošek. V čemer odmevajo tudi novoveški pogledi. Posledično bi v skladu s slovenskimi regionalnimi stereotipi lahko sklepali, da so bili novoveški Gorenjci nenasilni. A če danes veljajo za karikirano varčne, jih je Vardasor svoj čas opisal kot pretepače in vročekrvne pisavce, kar je prej sedanji stereotip za nas, Štajerce. V sporih med gorenjskimi kmeti so vsaj tako pogosto kot pesti pele gorjače, večji del narejene iz glogovega lesa, s katerimi, tako politista, je bilo človeka mogoče ubiti že z enim udarcem, kar naj bi se neredko tudi zgodilo. Če ni šlo za naklepno dejanje oziroma za umor, v pravnem redu 17. stoletja, na katerega bo osredotočeno moje predavanje, uboj ni narekoval zgolj kazni,
temveč tudi pomiritev ali spravo, in sicer z družino ubitega, skupnostjo oziroma lokalnimi oblastmi ter v katoliškem svetu seveda z Bogom. Tako je na cvetno nedeljo leta 1656 tudi Hans Mošan sklenil mir z družino Jakoba Špetiča pred cerkvijo svetega Janeza Krstnika v vasi Zasip ali Zasip, če kdo lokalski, kako pravi, Zasip, vasi Zasip pri Bledu, kjer je bil Jakob pokopan let naprej, potem, ko ga je na tamkajšnjem proščenju Hans ubil z udarcem z gorjače po glavi. Da je lahko prejel deželno knežjo pomilostitev za dejanje, ki ga sodišče očitno ni spoznalo kot naklepno, si je Hans moral povrniti, citiram, ljubezen in prijateljstvo, konec citata, žrtvene družine in sicer s plačilom primernega likofa, torej hrane in pijače, skupno zaužitje katerih je javno demonstriralo spravo med družinami. Sovražniki se pač ne obedujejo. Hkrati je Hans za pokoro, torej spravo z Bogom, moral cerkvi v Zasipu darovati nova mašna oblačila in za dušo ubitega plačati 30 maš v naslednjih 10 letih. O denarni kazni in plačilo jamstva za sklenitev miru ta vnos v sodne zapisnike moči, a so zabeležene v drugih primerih. Recimo 2 leti prej. Na mastno nedeljo, torej pustno nedeljo, tistega leta so 4 bratje Svetina do smrti pretepli Petra Jakopiča. En je bil aretiran, ostali so pobegnili iz dežele. Zaslišanje prič je pokazalo, da ni bilo jasno, kateri je zadal usodni udarec, le na nearetirani. Sledil je postni čas in po veliki noči je Hanže Svetina za svoje sinove, za vdovo, otrokom in celotnim sorodstvom ubitega sklenil polni mir in dobro sosedstvo. Z vzajemnim odrekom sovražnosti ter plačilom odškodnine, oziroma v tem primeru krvnine, skupaj 40 kron v gotovini in obdelovanje zemlje. S pomiritvijo se storilec ni izognil le sodnim sankcijam, kot so bile smrtna, zaporna in telesni kazni ter trajni izgon, temveč tudi družbenim, kot je bilo maščevanje žrtvene družine. Mir je najmlajšemu bratu omogočil takojšnjo vrnitev domov, ostala 2 pa sta v tujini morala ostati še leto dni. To je bil začasni izgon s ciljem ohladitve prizadetih čustv. Nato sta se lahko vrnila domov in tam varno bivali. Pomiritev je potrdilo in zanjo pred deželno knežjimi oblastmi jamčilo deželsko sodišče Bled. To je Hanžetu naložilo 35 kron globe, ki je vključevala poplačilo sodnih stroškov, ter 2 zlata dukata kot jamstvo za sklenitev miru, ki bi jo moral plačati, če bi seveda mir kršil. Strokovnjakom za srednji vek so taki primeri poravnave za oboje najbolj znani, tistim, ki se ukvarjajo z novim vekom, pa v času baroka morda zvenijo anahronistično. A tukaj ne gre za kako podalpsko zaostalost vaških zakonov. Leta 1655 je bila na Ptuju sklenjena podobna pomiritev za plemičev poboj podložnika v fajdi z njegovim gospodom. Maščevanje, sovražnost ali fajda in nasilje so zelo kompleksne teme, s katerimi se pravna in družbena zgodovina ter antropologija ukvarjajo od svojih začetkov in bi že osnovni pregled stanja raziskav teoretičnih ter metodoloških smeri terjal več časa, kot ga imam na voljo. Zato bom precej jedrnat. Sredi 20. stoletja so antropološke študije, zlasti Maxa Klakmana, opozorile na ključni pomen maščevanja pri vzdrževanju miru in družbenega reda v plemenskih skupnostih. Na ta dognanja so se kasneje naslonile še zgodovinopisne raziskave in pokazale, da je bila vloga maščevanja v srednjeveški Evropi zelo podobna. Predmet raziskav pa ostaja, če je to še držalo v novem veku, kako dolgo, kje in zakaj. Raziskave maščevanja v novoveški Evropi so relativno nove in če tudi število študij počasi narašča, praviloma ostajajo osredotočene na Italijo,
ki sledita Črna Gora in Albanija. Medtem ko je fokus raziskav na Balkanu na krvnem maščevanju v pretežno kmečki plemenski družbi, so se študije renesančne in baročne Italije, najbolj civilizirane in kompleksne regije v novoveški Evropi, posvetile vlogi maščevanja v lokalni in državni politiki, raziskale njegovo prepletenost s pravdanjem, dvoboji, političnimi frakcijami, upori in državljanskimi vojnami, vendar ostajajo osredotočene na plemstvo in urbane elite. Tudi zato so raziskave maščevanja med kmeti na Slovenskem pomembne onkraj lokalne zgodovine. Italijanske raziskave so pokazale, da je maščevanje oziroma vendeta še dolgo po srednjem veku ostala v veliki meri legitimna družbena praksa reševanja sporov. Novoveška Italija hkrati izpodbija predstave, da je bilo pravdanje nasprotje vendete. Študije so pokazale, da se je reševanje sporov pred sodišči dopolnjevalo z nasiljem kot sredstvo za dosego pravice oziroma ciljev, podobno kot v izvensodnem obredu. Medtem zlasti v nemških raziskavah reševanja sporov v Svetem rimskem cesarstvu, kamor je sodil največji del slovenskih dežel, prevladuje prepričanje, da je bilo maščevanje ali fajla, torej nemško fede, srednjeveški običaj pridržan plemstvu, kljub vse več dokazom o zelo razširjenih in enako legalnih ali vsaj legitimnih, odvisno pač od kneževine, kmečkih fajlah. Po srednjem veku so te v zgodovinopisju praviloma odpravljene kot nek izraz zaostalosti določenih regij, podobno kot fajde med novoveškim plemstvom. Nasprotno pa nemška historiografija nikoli ni zanikala ne le legitimnosti, temveč tudi legalnosti krvnega maščevanja za vse stanove v srednjem veku, kar bi bilo nesmiselno, a njegovo delegitimacijo praviloma umešča prezgodaj, čeprav je Paul Fraunstedt že leta 1881 dokazal, da je šlo za dolgotrajen proces, ki se ni končal s prepovedjo maščevanja v cesarstvu leta 1495. Slovensko zgodovinopisje se je krvnemu maščevanju na domačih tleh posvečalo bolj mimogrede. Pravnik in filolog Franc Miklošič je leta 1888 v medkulturni primerjalni študiji krvnega maščevanja trdil, da je običaj med Slovenci izginil že v srednjem veku, ker so zgodaj prišli pod Nemci, ki so že bili pod vplivom rimskega prava. Čeprav je poznal in citiral Fraunstedtovo delo. Hkrati je citiral novoveška pravna določila iz Kranjske, ki so dopuščala pomiritev med storilcem in žrtvino družino, a je vir navedel v poglavju o Nemci. Njegove teze seveda niso imele realne podlage in do sredine 20. stoletja so obstoj običaja med Slovenci v srednjem veku že dokazali Todolenc, Sergij Vilfan in Josip Žont. Med drugim. Skozi pomiritve za upoj pa njegovo trdoživost med vrsticami nakazali še za novi vek. V času, ko so življenje ljudi odločilno urejale lokalne skupnosti, vključno z lokalnimi sodnimi oblastmi, zlasti pred pozno srednjeveškim začetkom vzpona teritorialne države in centralizacije njene uprave, kot tudi v dobi drugačnih ločnic med zasebnimi in javnimi delikti, je bilo poročilo za mnoge krivice in kršitve družbenega reda prepuščeno ne toliko posameznikom in še manj posameznicam, temveč družinam, ki so zadevo šele s tožbo ali s pokrikom lahko predali sodišču, sledeč kako zakonemu načelu brez tožnika ali sodnika, ali pač ne. Po deželnem redu za Kranjsko iz leta 1338 je ubijalec, ki mu je uspelo zbežati pred sovražniki in sodnikom, moral različnim sodiščem plačati bolj ali manj visoke kazni, so gibale nekaj od 60 denarjev do 30 mark, in če je šlo za podložnika, še odškodnino zemljiškemu gospodu žrtve, da se je dobesedno odkupil za dejanje, vendar se je z družino ubitega moral pomiriti sam.
Določilo reda je storilca izrecno svarilo, naj se, citiram, pazi svoj sovražnikov, konec citata. Kajti ti so imeli vso pravico do krvnega maščevanja, če od njega ne bi prejeli ustreznega zadoščenja, torej opravičila in odškodnine. Če ostanem zgolj na Kranjskem, je enako določil tudi Ortenburški red za rudnike oziroma za rudarje nad Jesenicami iz leta 1381. Dobro stoletje kasneje je bilo v cesarstvu vsakršno maščevanje prepovedano za vselej, kar se je kmalu odrazilo v novi kazenski zakonodaji. Krvno maščevanje je bilo odtlej upravičeno zgolj nad storilcem, ki je bil sodno izobčen, oziroma je bil nad njem izrečen preklic ali nemško kar so prevzeli tudi malefične svoboščine Ljubljančanov iz leta 1540. Obenem so sodišča odtlej morala soditi vsakemu ubijalcu, če tudi sorodniki žrtve niso vložili tožbe ali so se že poravnali s storilcem. Upravičen je bil zgolj še uboj v Silobranu, sodišča pa so prejela ključno vlogo pri pomiritvi med družinama storilca in žrtve. Red za deželska sodišča Vojvodine Kranjske, itd., ima malo daljši nastav, iz leta 1535 je v primeru uboja v Silobranu določil, da je lahko storilca pomilostila tudi oblast na ozemlju, katere se je uboj zgodil, ne le deželni knez, vendar ne prej kot v pol leta, če se ni spravil za družino žrtve in se spokoril. Hkrati je lokalna sodna oblast morala po novem odobriti poravnavo med družinama, pri čemer žrtvina od storilca ni smela zahtevati več, kot je storilec lahko poravnal iz svojega premoženja. Seveda z namenom, da je bil mir čim prej sklenjen in da je vzdržal. Kasnejše dopolnitve reda so zaostrile zlasti pravico do zatočišča za ubijalce, ki so se zatekli na drugo zemljiško gospostvo, in po črki zakona, seveda so jih po letu 1563 lahko aretirali. Prošnje deželnih stanov deželnemu knezu za prepoved odkupa storilcev na deželskih sodiščih pa še dolgo niso zalegli. Najbrž ne vse do 18. stoletja. Tudi zaradi tega, ker se posamezni člani deželnih stanov so se zelo opirali tovrstnim posegom v lastno sodno avtonomijo. Kazensko-pravni red Marije Terezije iz leta 1768 je odpravil pravico do maščevanja nad izobčenim storilcem, ki ga je bilo dovoljeno ubiti le še s sodnim nalogom. Hkrati pa je Terezijana izvedbo kazni še naprej prepuščala sodnikovi presoji, kar je skupaj z dejansko avtonomijo sodišč odpravil šele obči zakonik o hudodelstvih in njihovem kaznovanju iz leta 1787 oziroma njegova uveljavitev v praksi. Šele to je dokončno zaključilo rabo običajno pravnih praks reševanja sporov na sodiščih. Vse dotlej pa so lokalna sodišča pomiritve po običaju za različne krivice, torej storilčevim opravičilom in plačilom odškodnine ter odpuščanjem oškodovanca, razumela kot enega ključnih dejavnikov ohranjanja miru in družbenega reda v skupnosti, tedaj opredeljenih tudi s sintagmo dobro sosedstvo, utemeljeno tudi v krščanskem nauku. Sodišča so po skoraj celotni novoveški Evropi tudi za uboj praviloma raje presodila začasni izgon, ki je preprečil ali vsaj močno otežil maščevanje in pospešil pomiritev storilca za družino žrtve ter njegovo reintegracijo v skupnost. Vsaj, če je bilo uboj mogoče utemeljiti kot obrambo življenja, časti, premoženja ali pravic, storilec pa je sicer veljal za častnega člana skupnosti. Nasploh so bile za večino nasilja odgovorne družbene elite, tudi v mestih in vaseh, saj so z njim branile ali uveljavljale svoje interese. Po svojem vrhuncu v 16. stoletju je že v zgodnjem 17. po vsej Evropi močno upadla tudi raba smrtne in telesnih kazni, ker se je izkazalo, da
ne učinkujejo najbolje in najbolje se ustrajati pri starem pogrebju pomiritve. Hkrati so se ljudje hitro prilagodili s spremembam v zakonodaji. Ker sta bili v novem veku pomiritev in pomilostitev dopustni le še v silobranu, se je spremenila naracija nasilja in ubojev pred sodišči, v silobran ali v nenaden izbruh besa, zaradi nezaslišanega dejanja oziroma besed, torej spremeni se naracija, ljudje pa so še naprej napadali svoje sovražnike. Zgolj, če se ti niso želeli spraviti, so lahko na sodišču s tožbo zahtevali, recimo temu, maščevanje po rablju, vendar bi z udejanjenjem tega tvegali zaostritev spora, zato so bile tožbe zlasti sredstvo pritiska za dosego odškodnine in zadoščenje. Tukaj velja opozoriti, da bi bilo spore zaradi časti zgrešeno opredeliti za malenkosti. Kajti čast je bila tesno povezana z ohranjanjem in pridobivanjem družbenega položaja, kar je bilo neločljivo od zagotavljanja fizičnega obstoja ter preživetja posameznikov in rodbin, torej tudi s premoženjem in lastnino. Zato je veljalo tudi obratno. Ker je bila lastnina neločljivo povezana s preživetjem in ugledom, so fizično nasilje lahko sprožili neporavnani dolgovi, razhajanje okoli dediščine, zmerjanje s tatom, poseg drevesa ob nejasni meji ali košnja za plate spornega travnika. Sploh med dreveži, pa ne izključno. Posledično je medosebno nasilje zmotno odpraviti le kot dejanja v afektu, posledico nekega zaostalega uma, nasilnih nagnjenj ali primitivne robatosti, torej kot nekaj nevrednega raziskanja. Študije novoveške Evrope so namreč pokazale na tesno povezanost med stopnjo ubojev ter političnimi in gospodarskimi krizami, epidemijami kuge, slabimi letinami in podobnim, kar je relevantno oziroma postaja vse bolj relevantno tudi danes. Število ubojev velja za najbolj eksplicitnega pokazatelja napetosti v družbi, a je zaradi pomanjkanja ustreznih virov za slovenski in širši notranjostreški prostor to zadevno težko karkoli trditi. Če so številke 30 do 40 ubojev na 100 000 prebivalcev, značilne za družbe prežete s frakcijskimi boji, verskimi spopadi ali državljanskimi vojnami, kot velja za mnoge italijanske države in za Francijo 16. in 17. stoletja, so slovenskemu prostoru verjetno bile bliže številke nekaj čez 10 ubojev na 100 000 prebivalcev iz največjega dela tedanjega cesarstva, seveda z izjemo rasti števila ubojev iz obdobja 30-letne vojne in tik po njej. Na osnovi redkih zapisov o ubojih v zapisnikih Ljubljanskega mestnega sveta in mestnih izdatkih za rablje, recimo, pridemo na enem od vrhuncev teh vpisov v drugi polovici 60. let 17. stoletja do številke 16 ubojev na 100 000 prebivalcev. Vendar, zgolj upoštevaje število prebivalcev mesta, gre pa za uboje na celotnem ozemlju pod jurisdikcijo Ljubljanskega krnega sodnika, torej še 6 deželskih sodišč. Skratka, realna številka je mogoče nižja. Mogoče zato, ker se ni ohranil noben zapisnik Ljubljanskega malefičnega sodišča, torej je enako verjetno, da je bila stopnja ubojev višja. A pomanjkanje virov krvnosodnih instanc ne pesti zgolj Ljubljane, temveč celoten notranjoavstrijski prostor. V kazenskih zadevah so bili podložniki, na katere je osredotočeno moje predavanje, pod jurisdikcijo deželskih sodišč, a je v njihovih zapisnikih in drugem gradivu za slovenski in siceršnji notranjoavstrijski prostor ohranjenih le malo primerov težjih dejanj. Prevladujejo zapisi lažjih dejanjih, kot so razžalitve in pretepi, ki pa so zlahka vodili v težje dejanja. Struktura gradiva deželskih sodišč zato sicer ne omogoča podrobne študije, recimo kriminala ali ubojev in njihovih pomiritev na novoveškem slovenskem, predstavlja pa zelo pomemben vir za razumevanje družbenih odnosov, vključno s praksami, s katerimi so skupnosti in lokalne posvetne oblasti posredovali v vsakdanjih sporih, ki so spodjedali ideale dobrega sosedstva.
Pomembna izjema so zlasti združeni zapisniki deželskega in patrimonialnega sodišča Bled, ki jih v fondu istoimenskega gospodstva, torej AS 721, hrani Arhiv Republike Slovenije, četudi so redke pomiritve za oboje v njih zabeležene zgolj do leta 1661. Kot nakazano, to ne pomeni, da sodnih pomiritev na Blejskem potem več ni bilo, temveč, da so jih prej začeli zapisovati v ločene zapisnike. Predvsem pa so se dolgo ohranile tudi izvensodne pomiritve obojev, kajti kranjski deželni glavar se je še leta 1724 pritoževal čez baje nizke krvnine, ki naj bi jih v takih primerih storilci izplačevali družinam žrtev. Vse dokler je obstajala potreba po pomiritvah za oboj, naj jih je bilo mogoče skleniti na sodišču ali le še izvensodno, pa je grozila tudi sankcija oziroma nevarnost krvnega maščevanja. Kako opredeliti maščevanje? Kako opredeliti maščevanje, ne da bi pri tem padli v stereotipe tako imenovanega civilizacijskega procesa, pinkerijanske in podobne sodobne samovšečnosti, ali pa rigidne formulacije tradicionalnega, recimo pravnega zgodovinopisja iz 19. stoletja, ali v romantične predstave ljudske in popularne kulture. Cilj maščevanja, ki je najbrž še danes vsem jasen, je povračilo za krivico. S ciljem doseči zadoščenje, četudi v današnjem pojmovanju in rečeno s Terezijano z, citiram, zgrešenim občutkom za pravico. Konec citata. Iz družbenega spomina na maščevanje, tudi v severni Albaniji, ker cenzura ni bila dolga, pa je izginilo zavedanje, da je končni oziroma idealni cilj maščevanja, kot vseh drugih sistemov reševanja spora, rešitev spora in idealno seveda pomiritev sovražnikov. Antropološke in zlasti v zadnjih 3-40 letih še zgodovinopisne študije, zlasti medievistične, so maščevanje opredelile kot prakse, običaj ali sistem, odvisno od avtorja, reševanja sporov in družbenega nadzora. Maščevanje nikoli ni bilo povsem zasebno, saj so širša skupnost, kot je sosedska, vas ali mesto, oziroma njene avtoritete ali oblasti, veča, župnik, sodnik, zemljiški gospod, bile vselej vključene v reševanje sporov in težile k obnovi ter ohranjenju miru in družbenega reda. Bo kdo opazil, da besede pravica tukaj ne omenjamo, ampak gre za varovanje miru in družbenega reda. Nasploh je bilo posredovanje tretje strani ključni element reševanja sporov. Pomiritev je bilo najlažje doseči s pritiskom skupnosti ali njenih starešin na javnem kraju, na primer v gostilni, pred cerkvijo, na rotovžu ali med plemstvom na deželnem zboru in podobnih srečanjih. Obredje maščevanja je narekovalo uravnoteženo oziroma častno menjavo. V tej besedi, namreč v menjavi, korenini tudi slovenska beseda za maščevanje. Narekovalo je namreč povračilo za dejanje, ki je bilo tudi v širši družbi dojeto kot krivično oziroma sramotno. Povračilo naj bi pridobilo ali izsililo zadoščenje, torej opravičilo in odškodnino za sramoto in krivico, oškodovani strani povrnilo čast in s tem zagotovilo pravico. Tudi z obredno bolj ali manj omejenim nasiljem, že v poznem srednjeveku pa vse bolj tudi s tožbo. Grožnja z nasiljem in tožba sta tukaj delovali zlasti kot sredstvo pritiska. Dejansko, če pogledamo statistiko, recimo z pozno srednjeveške Bavarske, so zgolj nekih 16% groženj s požigom kmetje v svojih fajdah tudi udejanjali, tako da je bila kar uspešna grožnja. Krivica je morala biti javno naznanjena, denimo kot difitacijo ali abzage v srednjeveškem cesarstvu, da je nasprotnik lahko pravočasno dal ustrezno zadoščenje ali se pripravil na povračilo, pa tudi, da so skupnost oziroma oblasti lahko posredovale v sporu ter sprti strani povedle k pomiritvi, preden bi njun spor ogrozil celotno skupnost,
saj je bilo maščevanje rodbinska, prijateljska in zavezniška dolžnost. Ne sicer avtomatska, vse ste morali ljudi prepričati, da so stopili na vašo stran, ampak kri ni voda. V srednjem in zgodnjem novem veku so stanje ostrega spora med posamezniki ali rodbinami najpogosteje opredeljevali kot sovražnost. Latinizirana starogermanska beseda za to je fajda. Ali z njenimi sopomenkami, kot so jeza, mržnja, bes, zamera in podobne, ki niso označevali samo čustev, ampak zlasti formalno nastajanje spora. Treba je pač gledati kontekst vira. Sovražnost je nastopila, če neko kot krivica dojeto dejanje ni bilo primerno ali častno poravnano, ali pa je nasilno povračilo veljalo za ustreznejši odziv kot takojšnji sprejem odškodnine. Stari islamski pregovor pravi, da ni častno nositi sorodnikov v mošnjičku. In ta takojšnji sprejem odškodnine ni bil najbolj časten v primeru uboja, težkih ran, posilstva in hudih žalitev. Maščevanje za naštete krivice je zlasti v srednjeveških in novoveških virih neredko opredeljeno kot smrtna, naglavna ali krvna sovražnost. Stanje sovražnosti, ki so ga lahko prekinjala premirja, je trajalo, dokler ni bil, zlasti z mediacijo skupnosti oziroma oblasti, med sprtimi stranmi sklenjen mir, ki je obnovil ali vzpostavil nov družbeni odnos. Sovražnost oziroma formalizirana sovražnost se spremenila v dobro sosedstvo ali prijateljstvo, kar je tudi sinonim za zavezništvo, in včasih še v ljubezen ali sorodstvo. Tukaj gre za amor, ne za karitas. V družbi, ki je temeljila v dikotomiji časti in sramote, je vsaka krivica pomenila razžalitev in onečaščenost. Posledično je pomiritev tudi za najtežja dejanja, kot je bil uboj, terjala ustrezno javno samoponižanje storilca v zameno za odpuščanje oškodovane strani. S klečeplazenjem, opravičilom s pričami in podobnimi gestami. To samoponižanje in odpuščanje je obnovilo čast obe strani in omogočilo reintegracijo storilca v skupnost, zato se temu konceptu pravice reče tudi restorativna pravica. Retributivna pravica pozna zgolj kazen. Mir kot obnovo ali sklenitev prijateljstva oziroma ljubezni so sprte strani javno demonstrirale z rokovanjem, skupno pijačo ali obedom, v srednjem veku še s poljubom miru, v novoveškem, seveda katoliškem svetu, pa tudi skupnim obiskom maše. V srednjem veku, seveda, večjim delom zahodne in srednje Evrope. Včasih, zlasti za pomiritev uboja, so mir okrepili s porokami med donedavnimi sovražniki. Na Slovenskem so še na začetku 18. stoletja izpričane poroke, ki naj bi končale ostre posestne spore, za oboje pa zaenkrat nimam podatkov za novi vek in vzemši odmev takih porok v ljudskih pesmih, kot je Rošlin in Verjanko. Našteto so osnovne stopnje ali obredje maščevanja, ki je bilo prisotno v vseh kulturah, ki so ga prakticirale, ne glede na kulturne in jezikovne razlike. Vendeta, fajda, osveta, bolj ali manj enaka stvar. Obelodanjena krivica, kot zahteva po zadoščenju, nasilno povračilo, ki naj izsili zadoščenje, torej sovražnost v ožjem pomenu, posredovanje skupnosti in ali oblasti, premirje, ko se pretehta z pogoje za mir, nam bodo plačali dovolj časne odškodnine, in sklenitev miru kot obnova pravice, reda, dobrega sosedstva, prijateljstva, ljubezni itd. Prehode med stopnjami so demonstrirala specifična in vse skupnosti znana, zlasti formalizirana čustva, besede in gesti. Ker je bila sklenitev miru najpomembnejši segment maščevanja in reševanja sporov nasploh, pomiritve odločno prevladujejo tudi v virih, vključno z zapisniki Blejskega sodišča. Ostale stopnje maščevanja so v virih podane redko. V novem veku to še zlasti velja za napoved sovražnosti, ker je bila napovedana kazniva smrt. Tukaj velja še omeniti,
Tukaj velja še omeniti, da je v krvnem maščevanju praviloma napovedi sovražnosti niso uporabljali, saj je za napoved sovražnosti veljal že uboj, so pa mnogi zgodovinarji zato vzpostavljali strogo ločnico med krvnim in siceršnjim maščevanjem, ki bi bila sodobnikom precej tuja. Kako je ta napoved izgledala v novem veku, pričata tudi sledeča blejska primera. Jeseni 1634 sta se ostro sprla mlinarja Krištof Šojl in Adam Pasler ali Herman, očitno rivala, ker se je Herman posmehoval Šojlu. V zraku je bila napetost, ko je razžaljeni Šojl pred peščico prič najprej zagrozil stanovskemu kolegu. Ti vran, spraviti te moramo v tvoj mlin. Nato pa mu zabrusil, zapomni se, Herman, če ti še nisem škodoval, pa ti še bom. Potrkal se je po nosu, češ naj mu ga izkopljajo, če grože ne bi udejanil, s čimer je gestikuliral, da bi se sicer posramotil, kajti sramotilna kazen je bila v tistem času tudi odres nosa kakšnim manjšim kriminalcem. Še ostrejši je bil poleti 1646 Hans Jakopič, ki je svojemu županu Gregorju Koniču in nekemu Ferčeju grozil, da bo ubil županovo žrebe in vsakogar, ki bi bil sumničav do njega, ga torej obtožil kakega dejanja ali ga imel za nepoštenega, nato pa odšel v Karlovec. To je bila grožnja z izstopom iz skupnosti ali po nemško Austreten, ki je bila med nižjimi sloji tesno povezana z napovedjo sovražnosti, torej z po nemško Abzage. Po županovi tožbi so Jakopiča zaprli, dokler Hanže Svetina starejši zanj ni plačal varščine. In mogoče je bil uboj Petra Jakopiča 8 let kasneje povezan prav spori okoli tega, torej plačila tega poroštva, zlasti če je Hans potem kršil mir. Napovedi sovražnosti je, kot rečeno, običajno sledilo posredovanje skupnosti in oblasti, ki so preprečile izbruh nasilja in dosegle pomiritev, kot v sporu med mlinarjema. Včasih pa to ni bilo mogoče, vsaj ne sprva. V notranjem avstrijskem prostoru so podložniki s svojimi sovražniki večinoma obračunavali s pestmi, gorjačami in različnim orodjem, le redko pa so uporabljali hladno in strelno orožje, čeprav je ta podatek verjetno tudi posledica pomanjkanja virov o težjih zadevah. Kajti podložniki so, kljub novim prepovedim, ki so sledile zlasti kmečkim uporom in razmahu klateškega kriminala, še naprej doma hranili orožje. Tako je Valvasor za Gorence zapisal, da so na poroke hodili opasani sabljami, kot da gredo v boj s Turki. Med drugimi povračilnimi sredstvi so kmetje na novoveškem Slovenskem in drugod v notranji Avstriji uporabljali še poboj živine, kar je lahko močno prizadelo lastnika, poboj glavskih in ovčarskih psov ter požig. Zlasti so izpričani požigi gospodarskih poslopij, nimam pa nobenega primera z Blejskega v 17. stoletju. Dokazano namednih ali povračilnih ubojev zaenkrat še nisem našel, a to gre pripisati naravi ohranjenih virov, saj se za taka dejanja v novem veku načeloma ni dalo pomiriti na sodišču, zato je bila njihova naracija nujno drugačna, sploh za nižje sloje. Uradno so znane žrtve za to posledica pretepov in udarcev. Vse je bilo po nesreči. Svoje je prispevala še zelo rudimentarna zdravstvena oskrba, ko je ta bila sploh na voljo. Hkrati velja opozoriti, da so se storilci, ko je šlo za pretepe in drugo nasilje, zelo redko sklicevali na olajševalno okoliščino alkoholiziranosti. Analiza pretepov in podobnega nasilja, ki sem jo opravil za Zgornje štajersko deželsko sodišče Rottenfels ter za združeno južno-koroško deželsko sodišče Vajškrein-Vrba ali Landskron in Felden v 17. in 18. stoletju, je pokazala, da so storilci pijanost kot olajševalno okoliščino izpostavili le v dobrih 4% primerov, torej 11 od 255. Alkohol je lahko znižal prag za rabo nasilja, le izjemoma pa je bil razlog za. Bližina je bila najpomembnejši pospeševalec nasilja, ko so se nasprotniki in odkriti sovražniki srečali na puščenih, sejmih, porokah in drugih družabnih srečanjih.
Pretepi in drugo nasilje, ki so ga obravnavala omenjena sodišča, se je v slabi petini primerov zgodilo prav na tovrstnih dogodkih ali na poti z njih. Enako je bilo v primeru uboja Jakoba Špetiča na Proščenju na Janezovo in najbrž tudi v primeru uboja Petra Jakopiča na Mastno nedeljo. Pomiritev za njegov boj je v virih podana najbolj podrobno, zato se bom malo ponavljal. Olajšala sta jo dvom v identiteto storilca, beg osumljencev iz dežele ter postni čas kot tradicionalni čas sprave in pokore, ki se je začel 3 dni po uboju. Anže Svetina starejši se je 25. aprila 1654 zase in za svoje sinove, Matevža, Blaža, Anžeta mlajšega in Matija, kot njihov sorodnik, torej kot feter, se bi šel 3-krat preveriti, ne piše fater, piše feter. Torej, v imenu celotne družine, pomiril z Tomo, brati in, citiram, celotnim sorodstvom, konec citata Petra Jakopiča, da je lahko od sodišča prejel varno spremstvo, da je salvus conductus zicherske laicus. Tega so obtoženci potrebovali za zaščito pred aretacijo in obteževalnimi okoliščinami, hkrati pa so ga sodišča praviloma podelila le tistim, ki so že prejeli možnost, da se pomirijo s sovražniki. Mir je bil sklenjen po naslednjih korakih. Prvič, vdova, bratje in celotno sorodstvo pokojnega so se strinjali, da se vsem 4 bratom Svetina podelita, citiram, pravi in polni mir, konec citata, torej trajni mir in varno spremstvo. Zavezali so se, da bratov po njihovi vrnitvi domov ne bodo pregnali ali bili z njimi v sovražnosti, temveč v dobrem sosedstvu, kot se spodobi. V zameno je Anže starejši v imenu svoje družine zavezal, da Jakopičevemu sorodstvu ne bodo dajali nobenih razlogov ali povodov za, citiram, bes ali zlovoljo, konec citata, torej za sovražnost, temveč bodo z njimi vselej živeli v miru in dobrem sosedstvu. Družini sta s tem prisegli vzajemni odrek sovražnosti, malo starejši izraz, ki se mi zdi malo manj primeren, je odpoved maščevanju, ki je potrdil premirje in je bil ključen za sklenitev miru. Izrecen zapis, da je šlo za sklenitev miru in dobrega sosedstva s celotnim sorodstvom žrtve, to je do 3. ali 4. kolena, zaenkrat še nisem ugotovil, kako je bilo s tem na slovenskem, v italijanskem prostoru je do 3. kolena, v nemškem do 4. Ampak ta zapis je nujen zato, ker je krvno maščevanje zajemalo celotni družini storilce in žrtve, seveda odrasle moške člane. Beseda Ufeder se je v novoveški notranji Avstriji v teh primerih uporabljala zelo redko. Drugič, bratje, ki so zbežali iz dežele, so pristali na pogoj, da se Anže mlajši lahko čim prej varno vrne domov in očetu pomaga pri delu, Blaž in Matija pa sta v izgnanstvu morala ostati še leto in dan, na kar sta se lahko vrnila domov ter tam varno bivala. Kot že rečeno, je izgnanstvo obeglih bratov, eden od katerih naj bi ubil Jakopiča, delovalo v prid okrepitve sklenjenega miru, saj je odsotnost storilca na čustva prizadete strani načeloma delovala pomirjevalno. Iz enakega razloga so ob pomiritvi uboja, marsikaj v cesarstvu, zahtevali, da se dotedanji sovražniki še leto in dan čim bolj izogibajo drug drugemu, pri čemer je imela oškodovana stran prednost poti ter ob mizi v gostišču. Tretjič, Anže starejši se je v imenu svojih sinov zavezal, da bo Jakopičevi vdovi čim prej predal 10 kron za vzdrževanje njenega nedoletnega otroka, temu pa še zemljišče v vrednosti 30 kron ter v deželi običajne obresti. To je bila krvnina. Storilec se je v pomiritvi običajno zavezal, da bo poskrbel za žrtvine nedoletne otroke in zlasti med podložniki, ki jim je gotovine pogosto primanjkovalo, je bil vsaj del krvnine neredko v naravi. Tako je leta 1632 nek podložnik Kartuzije Pleterje, sovražnost, ki je bila posledica, lahko bi rekli, uboja iz malomarnosti, pomiril s plačilom krvnine v raznih žitaricah. Četrtič in zadnjič. Preden je bil mir svečano sklenjen v javnosti, je moralo biti v pomiritev vključeno še sodišče.
če naj bi ga potrdile deželnoknežje oblasti, kot je določal red za deželska sodišča Vojvodine Kranjske. Anže Starejši je moral sodišče poravnati stroške, ki jih je imelo za zadevo. 35 kron in 2 zlata dukata v roku 14 dni. Prvi znesek je bil izplačan tudi kot odškodnina ali spravnina gospodstvu, drugi pa je bil jamstvo za sklenjeni mir. Jamstva za mir so na Bledu v prvi polovici 17. stoletja večinoma znašala od 6 do 10 zlatih dukatov, včasih pa so bili zneski tudi precej višji. Spomladi 1656 sta se Jurij in Marina Kozelj poravnala s Katarino in Marino Vidmar, ker sta mati in hči Jurijevo ženo obtožili, da je tatica in čarovnica, kar je bilo potencialno smrtno nevarno, zato je Jurij obtožil kraje in klevetanje. Druga določila miru niso znana, je pa sodišče ukazalo izjemno visoko jamstvo, 200 zlatih dukatov sodišču in še 5 oškodovanih stranki, če bi katera obnovila obtožbo. Znesek kaže, da je bilo sodišču več do ohranitve miru in družbenega reda v skupnosti, kot do zamirjenja ali celo uničenja obojega s čarovniškim procesom. Je pa to vendarle par let pred vrhuncem proti čarovniških panik na Slovenskem. Ker so bile sprte strani pogosto preveč zadržane do sklenitve miru ali celo nasprotovale, so sodišča, da bi mir bil sklenjen in zdržal, v takih primerih morala izpostaviti, da je opravičilo in popuščanje nekdanjim sovražnikom, oziroma da ni opravičilo in popuščanje nekdanjim sovražnikom sramotno. Ko je Blejsko sodišče spomladi 1648 posredovalo v, citiram, dolgotrajnem zlem nesosedstvu, konec citata, med Hansom Triglatom in Jurijem Avsenikom, ki je pogosto izbruhnilo v žalitve in nasilje, je moralo poudariti, da je bilo plačilo sodišču, ki je bilo del pomiritve, zgolj povračilo za sodne stroške, ki so se nabrali med njuno sovražnostjo, citiram, ne kazen ali sicer nečastno, konec citata. Izpostaviti velja, da pri globah in jamstvih za sklenitev miru sodnikom ni šlo zgolj za denar, temveč zlasti za vzdrževanje miru, kajti sodiščem so jamstva omogočala nadzor nad sovražnostmi, saj so v mir kot poroke vključila sorodnike, prijatelje in sosede sprti strani, ki so imeli odtlej kar nekaj besede pri obnovitvi sovražnosti. Sočasno je nadzor nad pomiritvami sodišča legitimiral kot vzdrževalce družbenega reda. In seveda so sodišča lahko potem sankcionirala vsakoga, ki bi mir kršil. Zato so, nasprotno od, recimo, trditev v recipiranem rimskem pravu izvedenih redaktorjev Constitutio Criminalisima Bergensis, lokalna sodišča prav z upoštevanjem običajnega prava lahko zelo uspešno delovala tudi v prid občega miru in dobrega, konec citata. Posledično je bila skrb za ohranjanje obojega, ne le pohlep, najbrž tudi razlog za veliko število sodnih dni v tednu na Bledu. Tudi denarje v tednu. Pomiritev za smrt Petra Jakopiča je bila zelo hitra, a včasih je bil mir sklenjen zelo dolgo po boju. Gregor Knaflič je leta 1645 ubil Mihaela Stojana, vendar je trajalo več kot desetletje, preden se je pomiril za njegovo vdovo Uršo, njunima hčerkama Jelo in Uršo ter preostalim bližnjim sorodstvom ubitega. Najverjetneje zato, ker je pobegnil. Šele spomladi 1657 se je baje na lastno iniciativo pomiril pred sodiščem, ko je prejel, citiram, polno odpuščanje Stojana. Za pridobitev tega je moral žrtvinima hčerkama plačati 25 goldinarjev v gotovini in 2 palici, torej slabe 3 metre, grobega lanenega ali konopljinega platna v roku 8 dni, najbrž za njuni dolgi. Prav tako je moral plačati več maš za ubitega. 5 v Blejski župnijski cerkvi svetega Martina in, citiram, vsaj 30, konec citata,
v vasi, ki nisem pravi še uspel identificirati, torej Kostovica, piše, morda gre za Gostiček, v tamkajšnji cerkvi svetega Andreja, če ima kdo kak predlog v tamkajšnji cerkvi svetega Andreja, najverjetneje, ker je bil Stojan tam ubit in ali pokopan. To je očitno ta številka 30 nekje znana število, ker je enako pri oboju Jakova Špetiča. Ko je Knaflič prisegel, da bo plačal, je sodišče razglasilo konec sovražnosti. Knaflič je še moral zoper jamstvo 10 zlatih dukatov priseči, da ne bo nadlegoval žrtvene vdove, otrok in sorodnikov, ne trezen, ne pijan, kar je očitno bil pogost izgovor za kršitve, ne na ulici, ne v gostišči. Torej, tudi tukaj je veljala prednost poti in prednost niza. Mir je bil sklenjen pred 18 pričami, vključno Stojanovo vdovo in ščerkama, njegovo sestro Jero Krasnik in, tako piše v viru, najbližjo teto Jero Potočnik. Še večje število prič, skupaj 24, v knjigi imam malo višjo številko, pač napaka, skupaj 24, je pospremilo sklenitev miru med Hansom Mušanom in družino ubitega Jakova Špetiča, vključno z lokalnim duhovnikom, Krištofom Pavlom, kaplanom cerkve Marijinega vnebovzetja na Blejskem otoku in enim plemičem, Janezom Ludvikom Plemenitim Grimšicem, morda gospodom katera od sprtih strani. Ni bil takrat zakupnik Blejskega gospoda. Vsaj del prič velja razumeti kot mediatorje oziroma poroke miru, čeprav med njimi ni nikogar s priimkom Mušan. Sta pa bila dva Špetiča. Če je bila pokora na Blejskem sredi 17. stoletja še del pomiritev za oboj, medtem ko jo je v večjem delu cesarstva takrat že poskušeno nadomeščeno denarno počilo, pa je redkeje podana lokacija sklenitve miru. En primer je pomiritev pred cerkvijo za oboj Jakova Špetiča, drugi je iz leta 1637. Tedaj so Martin Mencinger, Valant Šiler in Andrej Prešen, ki so v pretepu ubili Pavla Tišala, mir z njegovim sorodstvom sklenili na, citiram, proščenju pred množico ljudi. Konec citata, torej verjetno pred cerkvijo. Že vsaj od sprejetja reda za deželska sodišča v Vojvodine Kranjske to po črki zakona ni več zadostovalo in Blejsko sodišče je moralo vse strani opomniti, da mora še samo potrditi veljavnost pomiritve. Kompliciralo ni. Med drugim se strinjalo z višino krvnine 40 goldinarjev, od tega 10 materi žrtve, 20 njenim bratom, tudi za sodne stroške, in 10 preostalim sorodstvom. Obenem je sodišče ukazalo družinama, naj ohranjata, citiram, mir in svobodo. Jamstvo za mir in globa, ker mir sprva ni bil sklenjen pred sodiščem, nista zabeleženi, ampak zagotovo so jo morali plačati. Ker se je kasneje izkazalo, da je Tišal še nekaj dni po pretepu živel in ni umrl neposredno zaradi udarcev, je nadvojvoda oziroma cesar Ferdinand III. V začetku leta 1639 storilce oprostil še krivde za uboj. Mogoče je Tišalova družina morala vrniti vsaj del krvnine, čeprav bi taka prošnja ali zahteva verjetno obnovila ali celo sprožila sovražnost med družinami, če bi prišla se strani, seveda, žrtvene družine, ne strani sodišča. Višina krvnine za Jakopiča in Tišala, skupaj z drugimi znanimi notranjo avstrijskimi primeri, pod vprašaj postavlja tudi pritožbo kranjskega deželnega glavarja o bajemi zadnjih krvninah. Saj je bil znesek 40 kron ali 80 goldinarjev, no vse na Štajerskem in Koroškem je tako tudi vrednost. Tedaj proti vrednost skoraj 2 kub ali pol drugega mlina. Posledično je bila krvnina redko bagatelna za kmete in so zneski lahko bili odločilni za preživetje vdov z otroki, zato življenje ni bilo vselej tako poceni, kot se včasih zapiše, če tudi seveda denar ni mogel nadomestiti ljubljene osebe. Za plemstvo je bilo to seveda mizerni znesek 50 goldinarjev za uboj, čeprav če je plemič ubil podložnike, plačali enak znesek. Če je plemič ubil plemiča, pa je že šlo v 1000 goldinarjev. Ker je bila kri velik strošek in zaradi pomanjkanja gotovine so, zlasti med kmeti,
družine storilcev najverjetneje pogosto morale prispevati k plačilu krvnin. Tako so po leti 1661 najbližji sorodniki pokojnega Gregorja Iskre plačali običajno krvnino v imenu Gašperja Iskre, sina Petra Iskre, ker je Gašper nekoga ubil v pretepu 2 tedna poprej. Običajna krvnina, takole bi rekel, nekje med 40 in 50 godinarjev. Zbiranje denarja je hkrati lahko vodilo v spore. V začetku leta 1657 je Jakob Prešeren tožil Andreja Prešerna zaradi 4 godinarjev, ki naj bi mu jih bil dolžan. Ta pa je trdil, da je denar potreboval za pomiritev za uboj Mihaela Prešerna. Ne le Mejak, sovrag je lahko bil tudi sorodnik. Zlahka. Kot rečeno, sklenitev miru po običaju naj šlo za pomiritev uboja ali siceršnje krivice pred sodiščem ali izvensodno, so spremljale specifične geste, besede in čustva. V srednjem veku je bil poljub miru temeljna vidna ločnica med sklenitvijo premirja in miru. Vendar je bil Osculum Pacis pod napadom teologov že v 15. stoletju, v naslednjem pa so ga kot preveč meseno gesto odpravili najprej protestantski, malo zatem pa še katoliški reformatorji. Temeljna gesta sklenitve miru je v novem veku postalo rokovanje, kot starodavni znak sklepanja pogodb. V poznem 17. stoletju sta Gregor Vorenc in Matija Kastelec v svojem latinsko-slovenskem slovarju izraza pomiritev prevedla tudi z v roke seči in se zglihati. Seveda je to moralo potekati pred pričem. Druga temeljna gesta, ki je še v novem veku demonstrirala spravo, je bila skupna pijača. Naprimer, od 255 primerov pomiritev pretepov in drugega, recimo temu lažjega nasilja, na ozemlju deželskih sodišč Rottenfels, Vajška in Vrba, so storilci 44krat plačali še za tako imenovano poravnalno vino, oziroma Vergleichwein. Na Koroškem pa še 4krat za medico. Skupaj v slabi petini primerov, vendar je treba upoštevati, da na sodišču Rottenfels v 18. stoletju skoraj za 100 primerov pomiritev manjka vsak podatek razen globa, ki so v tem primeru plačali za sodišče. Zato gre pričakovati, da je bila spravna zdravica vselej del pomiritev, vsaj v izvensodnem pomiritev. Sledečo pravičilo storilca in plačilo odškodnine ter sledečemu odpuščanju oškodovane strani je bil mir slovesno sklenjen z besedami, ki so poudarjale konec sovražnosti ter obnovo dobrega sosedstva, ljubezni, časti in prijateljstva. V tem kontekstu je treba tudi razumeti preomenjeno zlo nesosedstvo. Čeprav vse te besede niso bile vselej zabeležene v virih ali pa sploh ne, gre pričakovati, da so te izraze ali njihovo kombinacijo vedno uporabljali ob sklenitvi miru. A če je bilo proti koncu 18. stoletja konec sodnega upoštevanja običajno pravnega obredja reševanja sporov, se je v izvensodnih poravnavah obdržalo še kako stoletje dlje. Vsaj ponekod ob gorenjsko-štajerski meji, kjer je Gašper Križnik, čevljar, trgovec na drobno in etnograf samouk iz Motnika, najkasneje leta 1883 še zabeležil ostanke starega obredja pomiritve sporov, čeprav ne več obojev, za katere se je lahko maščevala izključno še država. Če sta bila dva sprta, naprimer zaradi razžalitve, udarcev ali hudih poškodb, žrtev praviloma ni šla na sodišče, ampak je obljubila povračilo. Da ni prišlo do hujšega, so jo sosedje ali prijatelji skušali zvabiti v gostilno, pred priče na javni kraj. Ker so začeli, citiram, in tokrat direktno citiram v prevodu, poravnavati sovraštvo. Konec citata, češ da, citiram, prijatelji si bodimo, je grdo, da smo sosedi v prepiru. Konec citata, spor pa sta formalno končala stisk rok in vzajemna napitnica. Hvala za pozornost. Hvala za zelo zanimivo predavanje. Prosim,
Kaj se ne bom maščeval za? Svet Andrej je Kričica približno, edin Andrej Trnko. In potem svetem Andrejem je rešil Glišče, kjer so bili neodvisni od gradu zasebnih 800 let družini Glišče. Te so bili pa tudi prvi naši akademiji, o profesoru in tako naprej. Prve knjige menda so šle za licijsko knjižnico proste veščine. So bili zmerali, ti so potem propadli, so se izumrli in to je kupil prav švir. Smo pa Omen, bojo zrožili. Ja, samo mi nimamo tisti, mi smo Koroški. Oni so pa tudi kodni. Vsi ti so. No, z Rečice mislim, da sta bila tudi oba mlinarja, ker po nekem podatku naj bi tam stari liniji dominikalni mlin. Tako vse po ribnikarji. Pri jezeru, če si bi dominikalni. Ja, tam. Po ribnikarju pa to so mislim tudi našli. Mogoče bi še Beleksinski arhiv je s naše slovenske strani zelo nedotakne. Vem, to še čakajo. Mogoče iskati kakšne paralele tudi kasneje v 20. stoletju pridobila niso ena epizoda, sicer na mednacionalni ravni dve narodni skupnosti po koroškem plebiscitu 1920 imajo celovčno, se mi zdi, novembra veliko slovesnost. En ugledan Slovenec, koroški Slovenec in koroški Nemec, oba dva stojita pred neko deklino, ki je oblečena v neko narodno nošnjo, simbolizira Koroško. Morata piti iz neke posebne posode, ki ima sicer dva ustnika, ampak je ista, isto spijeta, pa morata povedati nek obrazec, in pijeta in se povratita in se poljubita. Kot vznamenje spopadov, ki so bili po prvi svetovni vojni za Koroško in vseh teh sporov, se mi zdi, da mogoče je to neko odmev. Ja, vprašanje je edino, če to sedaj rekonstrukcija ali pa je to iz tam kakšnega lokalnega obreda. Kot rečeno, jaz, ko sem gledal tisto za Vajčka in Brda, je pri Beljaku. Mislim, da so dve deželske središče, Dietrich Stein pri Beljaku. In tam je to dokaj standardno. Se gleda stis krog, tale skupna pijača, ki pa mora biti načeloma vedno iz iste posode. Tako, da se pokaže, da noter ni skupa za enega, za drugega. To je bila dvojna čaša, sicer rojenja, ampak sta nekako oba to pila in potem tudi nek obrazec, ne točno smo zelo kakšen ste morali izreči in potem ste se na koncu pobila in dala poljub miru in potem... Poljub miru je zagotovo rekonstrukcija, odpada že ne vem. Nisem ga našel še nikjer, nisem sedaj pogledal čisto vsega, ampak to, kar sem pogledal pri nobenih stanovih, en odmel v nekem oboju, en kolega našel, da se dva plemiča po dvoboju, ne po oboju, poljubljeno. V 18. stoletju, po moje, tudi imelo več nobene veze z ničem. Ja, hvala za odlično predavanje. Moje vprašanje bo uvedlo nekaj stavkov. Namreč iz knjige vaše je to jasno razvidno, da je nemška historiografija in podobno tudi historiografija na naših tleh maščevanje štela kot izraz nekaj, kar ni civilizirano, nekaj, kar je pravzaprav postavljeno zunaj zakona, nekaj, kar kaže na zelo nizko razvojno stopnjo družbe. Vi ste pa, skupina, v kateri ste delali raziskovanje, lepo pokazali, da je bil pravzaprav to legalen in legitimen način reševanja sporov v družbi. Se pravi, tisto, kar je bistvo za vsako uspešno družbo, zagotoviti mir. Kaznivo dejanje je porušilo mir. Hujše je bilo, ko je bil ta mir porušen in kazen ni bila vedno tista, ki je mir vzpostavljena. Se pravi, bistven nek princip je bil princip obredja, kot ga vi imenujete maščevanja. To obredje naj bi privedlo do pomiritve, do sprave. Zdaj, mene pa zanima, a ste odkrili v verih kakšen primer, ko pa to ni bilo uspešno. Kaj tukaj pa zelo nevarno in to vidimo, zato so zelo raziskovali Južno Italijo, raziskovali so Albanijo
ker se je pa tam spirala maščevanja pa zavrtela in ni bilo konca. Mene zdaj zanima, a ste kje na Slovenskem našli ta primer? Ne, se tudi tisti primeri so se je prišlo nekoč do pomiritve, da res čez generacije in generacije pomiritve. Običajno je bila to, kar glavna cokla, ravno vmešavanje sodišč. To je predvsem, recimo, Klavdij Pohol je to pokazal za beneška sodišča, da takrat, ko so oni začeli se, ko so se sodišča začela močno vmešavati v pomiritve, ko so začeli ukazovati mir, če se ne more nihče ukazati, ker ne bo držal. Takrat so se nasilje pravzaprav večinoma okrepili. Ker so bili prisiljeni v neko sobivanje, ki ga sami niso bili nam pripravljeni in običajno to zaradi tega. Kaj se tiče tistih večnih spiral, pa mogoče je za koga pač bila večnost, da so bili 50 let v fajdi in bilo to večno, za kakšnega raziskovalca, ki bi pač malo častali spogledati, da je bilo večno. Potem takem še, ne vem, britansko, mislim, angliško, francosko, da ne še vedno traja, tako da težko je to tudi potem spremljati ljudi. Ker te pomiritve so kasneje postale izključno izvensodne in nimamo niti več podatkov, da je bil sklenjen. Sicer pa vemo, kako je stanje kazenskega gradiva. Italijani imajo ogromno srečo, da so ohranili ogromno kazenskih spisov. V našem prostoru se je bilo to bolj ali vse škartirano. Tudi v kršitve miru, zato so vedno specificirane tiste jamstva. Jaz sem našel par kršitev miru, ampak so takšne bolj navadne, recimo posebne sporedne sebe za boje. In potem, ja, je bilo treba kar plačati, in potem je bila pa seveda jamstvo bila enkrat više, najmanj enkrat više. Recimo, ko ne bil kršil mir, je bilo prvič jamstvo, recimo, 10 kratov, naslednje že bilo 20-50. Ti zneski so lahko bili, ampak to je zelo odvisno potem sodišča, kako se je odločilo potem zadevo. In čigavi so bili ljudje, svoje podložnike so čitili tudi, če so delali neumnosti, da kaj se je počeli na drugem deželskem sodišču. Potem seveda ignorirali vse prošnje, da je tam že ga izročiti. Ne, to je bil poseg v avtonomijo in v čast samega plemiča. To se je potem se počel. Ne vem, če sem dal koliko naprej. Če ni več vprašanj, potem se predavati še enkrat tako zahvaljujem, da vas pa vabim na naslednje predavanje, ki bo 29. februarja. Predaval bo Svitko Mir o določenih pravnih logikih zemljiške odveze, tako da povabim. Hvala še enkrat.